Nina, pozdravljena. V Kavčku danes pripravljaš delavnico na temo masaže z kakavovimi ploščicami. Zakaj je kakav dober za naše telo? Torej, kakav vsebuje zelo veliko antioksidantov in ima tudi zelo trdno strukturo, zato ga uporabimo v bistvu v teh masažnih ploščicah. Trdno strukturo mu v bistvu dajo nasičene maščobne kisline, in sicer vsebuje več kot 30% stearinske kisline. To so te dobre kisline za naše telo, dobre maščobe, bi se temu rekli. In sicer kakavovo maslo je odlično za našo kožo, ker jo mehča. Priporoča se za suho kožo, za razdraženo, tudi za vneto kožo. Uporablja se tudi pri negi nosečniških strij, tako da kožo recimo pospešuje prekrvavitev, tako da zdaj po zimi je primerno za, ker nas greje, poleti pa v bistvu ga uporabljamo po sončenju, ker naredi našo polt lepšo, se pravi, da nam neko lepšo barvo. Koliko časa je potrebno za pripravo ploščice, ene take ploščice, kot pač za... V bistvu je stvar zelo preprosta. Dobro, časovno? Ja, rekla bi 5 minut, oziroma pripraviš material, vse skupaj stehtaš, raztopiš v parni kopeli, potem zliješ v modelčke in počakaš, da se strdi, in sicer, ker vsebujejo vosek te kakavove ploščice, so zelo hitro narejene, bi se temu rekli. V Magnoli in na predavanjih, ki si jih imela že doslej v Kavčku, spomnim se, da si poudarila, da to, kar je dobro da jemo, za nas kot jed, je dobro tudi za telo. Lahko malo pojasniš, malo več poveš o tem principu? Zdaj, prva stvar, na katero sem se spomnila, je, ko sem naredila eno tako masažno ploščico in sem jo pustila v kopalnici in sem v njej našla odtis zob svojih otrok. Tako da dejansko paše. Saj v bistvu kakav je sestavina, kakavovo maslo je sestavina čokolade in to glih zaradi te topljivosti. In sicer se topi tam od 32 do 36 stopinj, kar je v bistvu tudi temperatura naše kože. Od tod pač to, da se, ko se namažemo s to ploščico, da se lepo raztopi. Zdaj, več o tem principu, ko si me vprašal, zdaj, kar si damo na našo kožo, prodre v naše telo. Včasih so mislili, da ostane na površini, zato smo se bolj kot ne, nas pač ni brigalo, kaj damo na svojo kožo. Zdaj pa pač čisto znanstveno dokazano, da vse, kar nanesemo na kožo, se vpije v naše telo, prodre v naš krvni obtok in od to do vseh organov našega telesa. V bistvu, če nekaj poješ, imaš tukaj še jetra, ledvice, ki stvar prečistijo, to pa gre direktno v žile. Zato je zelo pomembno, da smo pozorni na to, kaj dajemo na svoje telo. Katere stvari med tistimi, ki jih radi jemo, kakšna olja bi izpostavila kot primerna tudi za nego kože? V bistvu prav vsa hladno stiskana rastlinska olja. Od kokosovega masla oziroma olja do mandljevega, tudi hladno stiskano sončnično olje je odlično za nego kože. Recimo lešnikovo olje, ki se uporablja pri kuhi, pri peki, je zelo primerno za mastno kožo, ker se zelo hitro vpije. Potem avokadovo olje je primerno recimo za suho kožo in pa razdraženo kožo, tako da vsako od teh rastlinskih olj ima neko specifiko glede na to, glede na tip kože, ki se priporoča za uporabo. Za kakšen tip kože je recimo primerno olivno olje? Olivno olje je primerno v bistvu za vse tipe kože, še posebej pa za suho kožo in pa odlično je za nego las. Ali tukaj iskati kakšne specifičnosti uporabe posameznega olja glede na sezono? Recimo, ali pa na letni čas. Ali je kakšno olje bolj primerno v določenem letnem času? Ali ta princip ne velja? Odvisno od vsakega posameznika, kaj mu paše, ampak recimo zdaj je hladno, mene zelo razvedri in ogreje sezamovo olje, ki ima grelni učinek, v bistvu tudi zelo dobro čisti kožo, tako da, ko sem se začela mazati s tem sezamovim oljem, sem dobila neke rdeče
pikice, ker je pač telo izločalo toksine. Ampak dejansko tudi pri masaži uporabljam zdaj po zimi sezamovo olje, medtem ko poleti pa kakšna bolj hladilna olja, recimo kokosovo olje. Nina, hvala za tvoj prispevek k širjenju novih spoznanj. V redu, hvala tebi.